Zelo me veseli, da je danes tukaj v Sloveniji na obisku moj kolega in prijatelj Jeremy Hunt, zunanji minister Združenega kraljestva. Današnji obisk samo potrjuje, da imamo z Združenim kraljestvom odlične odnose na politični, ekonomski ravni in tudi na vseh drugih ravneh. Po pogovoru, ki sva ga opravila, sva potrdila ravno to, da so Slovenija in Združeno kraljestvo prijateljski državi, da smo dve državi, ki sta tesna zaveznika v okviru NATO, da seveda sva zelo vesela, ker se predvsem tudi na gospodarskem odnosu, na gospodarskem področju odnosi zelo pozitivno razvijajo. V zadnjih 4 letih je vsako leto blagovna menjava rasla, tudi storitve so naraščale v obeh smereh. In veseli nas tudi v Sloveniji, da prihaja k nam vedno več turistov iz Združenega kraljestva. To so zagotovo trendi, ki jih želimo nadaljevati. In zato Slovenija tudi ostaja odprta in vabi k sebi tudi angleški investitorje v bodoče, tako kot iz drugih držav, kjer prihajajo neke zdrave investicije z dobrimi poslovnimi modeli. Si želimo tudi, da bi se iz Združenega kraljestva prihajali še novi investitorji in da bi se dobro sodelovanje nadaljevalo. Dialog z Združenim kraljestvom je za Slovenijo zelo pomemben zaradi več stvari. Zdaj v tem konkretnem času je seveda pomemben zaradi procesa, ki ga imenujemo Brexit. O tem bom povedal nekaj kasneje. V vsakem času pa je pomemben zato, ker moramo za Združenim kraljestvom sodelovati tudi naprej na čim boljši način zaradi gospodarstva, zaradi varnostnih izzivov, zaradi povečanih tokov ilegalnih migracij in seveda predvsem tudi zato, ker imamo Slovenci v Združenem kraljestvu okoli 5000 naših državljanov in ker imamo tudi v Sloveniji okoli 700 državljanov iz Združenega kraljestva in seveda to je samo še en dokaz, da moramo ostati v prijateljskih dobrih odnosih, takšnih, ki bodo za pravice in status teh ljudi ugodni tudi v prihodnje. Seveda sva se pogovarjala s kolegom Jeremyjem tudi o Brexitu, to je ta hip velik izziv za vse članice Evropske unije. Ugotovila sva, da si tako Združeno kraljestvo kot Slovenija in verjameva, da vsi, ki smo tukaj udeleženi, želimo, da bi prišlo do dogovora o tem izstopu Združenega kraljestva. Naj ob tej priliki ponovim, da seveda, ko je prišlo do odločitve o tem, da Združeno kraljestvo bo izstopilo iz Evropske unije, smo bili tudi v Sloveniji žalostni, kajti želeli smo si, da Združeno kraljestvo ostane članica Evropske unije, pa vendar spoštujemo voljo državljank in državljanov Združenega kraljestva in zato si želimo tudi naprej, kljub temu odhodu, da bomo ohranili dobre odnose. No, kot sem rekel, želimo si scenarija z dogovorom, predvsem pa, in v tem sva se z ministrom strinjala, moramo obe državi narediti vse, kar je potrebno, da bomo zagotovili, da se status, pravice in nasploh situacija naših državljanov, torej to tako Slovencev v Združenem kraljestvu kot državljanke in državljane Združenega kraljestva v Sloveniji ne bodo poslabšali. Naši državljani morajo tudi v prihodnje uživati vsaj enake pravice kot doslej, enake statuse in zato bomo storili vse, da na neki osnovi recipročnosti, predvsem pa v nekem dobrem dogovoru, v soglasju z dobrim voljo, optimizmom, zagotovimo, da bo tako tudi bilo. Naj omenim, da pristojna ministrstva v Sloveniji pod koordinacijo Ministrstva za zunanje zadeve pripravljajo nekatere zakonodajne rešitve, ki jih bomo uveljavili, če bo tako treba, zato, da zagotovimo, kot sem rekel, te pravice na eni strani angleškim državljanom, torej državljanom Združenega kraljestva v Sloveniji, predvsem pa, kar je tudi za nas najpomembnejše, našim državljanom v Združenem kraljestvu, koliko bomo morali tudi mi sprejeti kakšen ukrep za njih in verjamemo, da bo tukaj sodelovanje z Združenim kraljestvom zelo dobro. V vsakem primeru si ne želimo situacije,
brez dogovora, kajti v tem primeru bi pravzaprav vsi trpeli škodo, to bi bila situacija poraza za obe strani. Vemo, da mednarodni denarni sklad ocenjuje, da bi se v tem primeru tudi za Evropsko unijo pojavili negativni učinki, tako da nima na gospodarskem področju bi lahko prišlo do padca BDP-ja celotne Evropske unije od 0,5 do 1,5 odstotka. Naj povem, da na Slovenijo bi se te učinki razširili, ti negativni učinki bi se razširili nekoliko v manjši meri, bili bi manj negativni, pa tudi v Sloveniji bi utrpeli zagotovo upad BDP-ja vsaj v višini 0,25 odstotka. Seveda bi bile tukaj tudi druge negativne posledice, tako za posameznike kot podjetja in za druge subjekte. Zato je še kako pomembno, da torej naredimo vse, kar moramo skupaj v sodelovanju z Združenim kraljestvom, da preprečimo takšen scenarij. Naj povem, da bo Ministrstvo za zunanje zadeve v povezavi tudi z Uradom Vlade za komuniciranje, še posebej tudi v prihodnjih tednih in mesecih informirala naše državljane, tudi državljane pri nas, predvsem tudi državljane Združenega kraljestva, pa tudi predstavnike podjetij, gospodarskih zbornic, o vseh morebitnih posledicah takšnega ali drugačnega razpleta dogodkov in zagotavljam, da bo prav Ministrstvo za zunanje zadeve še naprej intenzivno usklajevalo vladne resorje, da bomo pripravili vse možne rešitve za kakršenkoli scenarij, da se ne bi pravice državljanov Slovenije ali pa kakršnakoli druga zadeva poslabšala. Naj na koncu tega dela povem, da sva nakratko spregovorila s kolegom Jeremyjem tudi o širši situaciji v Evropi. Predvsem sva se dotaknila področja Zahodnega Balkana, kjer soglašava, da mora Evropa ostati tu odprtih vrat za širitev evroatlantskih povezav, da morajo ostati vrata našim prijateljem iz držav Zahodnega Balkana tukaj odprte, seveda pa morajo tudi oni izpolniti ustrezne pogoje in da moramo z njimi ves čas aktivno sodelovati na vseh področjih, tako gospodarskem kot političnem, pa seveda tudi na področju zagotavljanja varnosti in stabilnosti tega dela Evrope. Rad bi se na koncu zahvalil kolegi ministru Jeremyju za en res dober konstruktiven pogovor v prijateljskem duhu. Veseli me, da bo predsednik Pahor v kratkem, torej konec tega meseca, obiskal Združeno kraljestvo in na nek način nadaljeval ti pogovori, ki smo jih danes začeli na tej ravni, ki se bodo nadaljevali še naprej. In jaz verjamem v prijateljstvo med obema državama, v prijateljstvo med ljudmi iz obeh držav, kajti predvsem te medčloveški odnosi, ki se vsak dan gradijo in nadaljujejo, morajo ostati dobri, tako kot si želim, kot sem rekel, še naprej odličnega sodelovanja na ostalih področjih med obema vladami državama.